Hej, Vita živijo, Mojca z vami, Vitas Energy. Danes bomo govorili, kako se umiriti, ko smo pod stresom, kako se umiriti enostavno, ko imamo tako glavo in ker nam švigajo določene ali ene in isti misli in enostavno ne moramo pobegati iz tega ven. Tako da ene par istočnic, ene par predlogov iz izkušenj ali mojih izkušenj ali pa izkušenj mojih čudovitih srčnih strank. Evo, na začetku bomo najprej eno tako situacijo pogledali. To pomeni, ti si pod stresom, enostavno skozi nekam bežiš, ali pa skozi razmišljaš, kaj moraš narediti, ali pa imaš nekega hrčka, ki ti skozi ponavlja ene in iste besede v glavi. Zdaj poglejmo, da mi to nekako te misli presežemo, moramo jim dati protivtež. Zdaj pa kaj je ta protivtež? Zelo različni smo. Nekateri to protivtež najdejo v gibanju. To pomeni, da grejo ali na kolo, ali teč. Recimo moški imajo tudi kakšno vrečo, pa se majčkana na ta način svoje napetosti sprostijo. Eni grejo plesati, eni grejo telovaditi, eni grejo dihati, eni grejo jogo trenirati, ali pa kakšno drugo vadbo, se vseeno skupinsko. Recimo, jaz bi predlagala, da se najprej posvetite dihanju in to dihanje daste v trenutek zdaj. To pomeni, da se vi točno zavedate, kdaj vdihnete in to tudi začutite in se tudi točno zavedate potem, ko zadržite dih in potem tudi izdihnete. Če vam to nič ni jasno, kaj jaz zdaj govorim, jaz imam tudi delavnico o dihanju, kjer v bistvu res čist vse predelujemo. Kaj je vdih, kaj je izdih, zakaj moramo med vdihom in izdihom zadržati vdih in take stvari. Tako da, če vas to zanima, delavnica dihanja bo v oktobru. Lahko se tudi prijaviš na e-novice, kjer boš točno obveščena, kdaj točno je naslednji termin delavnice. Zdaj pa pojdimo nazaj na dihanje. Torej, poanta je ta, da zaposliš možgane, da oni ne razmišljajo zdaj, pa ne hrčkajo ene in istih misli, ki nas v bistvu bedirajo. To pomeni, da ti enostavno zapreš oči, položiš roke na srčno čakro in se osredotočiš samo na vdih. Torej vdih in res samo razmišljaš o vdihu, nič druga. Jaz zdaj zadržujem dihanje. Ti samo spet zadržiš dih in samo o tem razmišljaš, nič kaj una, pa kaj moram naslednje narediti, pa zdaj moram onega, pobrati whatever. Ampak ti se osredotočaš samo na vdih, zadržiš dih in potem izdih. In zopet majčkeno počakaš, preden vdihneš. To je trenutek zdaj, da se ti res znaš osredotočiti na trenutek zdaj. Če to ne bo palilo, potem pojdi delati kaj druga. Pojdi skakati in se osredotoči samo na skok. Recimo, samo skačeš in se osredotočaš na to, kaj delaš. Ne razmišljaš zdaj o svojih mislih, ampak se res osredotočaš. Jaz zdaj skačem, recimo, ali pa karkoli, pijem vodo, dvigujem nekaj, whatever. Ful pomembna stvar, da zaposliš možgane z nečim pametnim, bomo rekali, tako da jih prelesičiš, da oni ne razmišljajo in hrčkajo o enih in istih stvareh, ki vas bedirajo. To je ena taka istočnica, ki vam jo toplo priporočam. Če vas nekaj tare, boste mogli
nekako najti neki način, ki vam bo osvobodil te misli, katere vas starjajo, oziroma kateri vam bo dvignil energijo. Tako da boste šli nazaj v tisto veselje, v radost, v voljo do življenja in seveda najbolj pa pozitivno razmišljanje, dojemanje zunanjega sveta, oziroma najprej presepanje, morate tisto pozitivno v sebi najprej začutiti, da jo lahko potem tudi navzven usmerite. Tako da to je bilo zdaj nekaj iztočnic, kaj lahko naredite, ko se ne morete osredotočiti na trenutek zdaj, oziroma kako se osredotočite na trenutek zdaj, da tiste misli hrčkaste, ki vas non-stop obremenjujejo in vas v stres spravljajo, da se jih znebite. Smo rekli, gibanje je tudi ful fajn stvar, dajte se res tedensko nekako organizirati, da boste vsaj 2-krat na teden nekaj športa ali meni vsem kaj, to, kar vas veseli. Lahko pridete na vadbo, recimo jaz imam plesne vaje, imam vadbo Vitas Energy, iztočnice še drugih izpeljank vadbe Vitas Energy, vse si lahko pogledate na spletu, urnik je že narejen, tako da tudi dobrodošli na brezplačno poskusno uro, kontaktirajte me tudi lahko na info@lavitas.si, tako da kamot lahko pridete, ali pa si lahko tudi zberete kakšen, bom rekla, dogodek. Jaz imam zvočne dogodke, kateri res vam odpihnejo mind, to so pač zvočni dogodki, gong kopel, zvočna kopel s kristalkami, potem je tudi zvočna meditacija, ki je vodena, tam pa sploh damo misli stran, ker morate mene poslušati celo uro. Tako da lahko se tudi za kaj takega odločite. Imam tudi eno novo zadevo, to je Lavitas debata, tam res se bom posvetili tudi lahko takim temam, na kakšen način se lahko osvobodite, da lažje zadihate, tako da imate res veliko stvari, lahko si seveda tudi svoje najdete, lahko greste v naravo, narava res ful pomirja, pejte brez telefona v naravo, pa res si vzamete čas zase, da ste v stiku z naravo, to pomeni, da ne hitite spet skozi gozd, ampak da se res ustavite, da ga začutite, da enostavno začutite to energijo narave, gozda, da slišite pač te zvoke narave, ptic, karkoli že, vetra, in dajte to ponotranjiti, dajte te stvari, ker res ful pomirjajo. Mislim, ne rabite meni verjeti, lahko greste probati, pa boste sami doživeli oziroma začutili. To je v bistvu res tista primarna pomiritev, da greste v naravo. Lahko pa si potem tudi čist svoje iztočnice tudi najdete, kaj vam pomaga, lahko greste ustvarjati, lahko greste pet, lahko greste plesati, lahko greste slikati, kvačkati, ustvarjati, kuhati, ne vem, karkoli pa že. Nekaj najdete, kar vas osrečuje. In to je najbolj pomemben, da takrat, ko imate hrčke v glavo, ali pa ko telo doživlja ta stres, dajte se ustaviti, predihajte se najprej, pa pejte nekaj narediti zase. Definitivno. Pa nobenih izgovorov, da zdaj nimam časa, zdaj nimam to, zdaj nimam ono. Dokler bojo ti izgovori, bo ta stres, ti hrčki bojo čedalje bolj glasni, čedalje bolj močni. Boste tak ali tak prišli potem do tega, da boste enkrat pa res mogli se vzeti čas zase. Zato vam predlagam, da si čim prej vzamete čas zase in ne čakate na tisto kritično točko, ko boste pa res že naškrge dihali. Tako da, ekola, to je bil današnji message za vas. Tako da, če imate kakšno vprašanje, mi pišite na info@lavitas.si. Drugače pa o vseh dogodkih, o vadbi, o plesnih vajah si pa lahko preberete tudi
nas. Jaz vam želim, da res uživate, da ne dovolite stresu, da vas ukalupi in prevzame. Dajte v bistvu vi nekako prevzeti nadzor nad svojim življenjem in svojim telesom, predvsem pa mislimi. Se oglasim še kaj, živa.